Lepo in prijazno jutro vam želim iz glavnega mesta Slovenije. Ura je 7:12 minut, temperatura je 12 stopinj Celzija. Mi se pa nahajamo na področju Viča. Tukaj bomo zdaj zavili na Tržaško cesto in se podali nekoliko v Ljubljani, da vam pokažemo prometni utrinek. Kot rečeno, okoli 7:13 minut. Namen tega posnetka in prispevka je vedno opozarjati vse voznike in udeležence v prometu, da morajo voziti po predpisih, upoštevati iste, predvsem pa skrbeti za varnost, tako zase kot za ostale udeležence v prometu. No, zdaj bomo tukaj v tem križišču, bomo seveda na vrsti, zavili levo. In se po Tržaški cesti odpeljali proti središču mesta. No, nekoliko podatkov. Na desni strani ta zgradba je ministrstev. Kot vidite, je promet v Ljubljani sorazmerno zgoščen. Torej, kar veliko prebivalcev Slovenije še vedno uporablja avtomobil kot prevozno sredstvo. In veliko manjih je tistih, ki uporabljajo za vožnjo javna prevozna sredstva. Zakaj tako, ne bomo razglabljali mi, dejstvo pa je, da je, kot kaže, ali narobe nekaj s nami, ali pa narobe tudi s ureditvijo prometa, oziroma natančneje ureditvijo transporta na tej ožji lokalni ravni. No, tukaj, ko bomo zavili desno, se bi lahko zapeljali v center ali proti Novemu mestu, ter na to naprej proti Hrvaški. V tem trenutku se nahajamo na Šubičevi, na Aškerčevi cesti, se opravičujem, kjer je, kjer vidite zastavo Fakulteta za montanistiko. Tukaj je Filozofska fakulteta na desni, levi strani, na desni pa srednja šola, kar več oddelki. No, se ravno dijaki odpravljajo v šolo. In še preden vstopijo, pokrmljajo in si ogledajo, kaj je novega na njihovih mobilnih napravah. Res tega pač ne boste opazili skoraj nekaj več. No, mi smo zdaj prečili križišče
in smo prišli na Zoisovo cesto. Ta Zoisova cesta je vse tja do prvega križišča. Dobro mi figa Zois. Zois pa ne bomo razlagali, ker je to pač znana stvar. No, tole na desni strani je fakulteta za arhitekturo. Pot. Tole je del področja Karlovške ceste in tukaj bomo mi zavili v edini znameniti tunel, ki ga imamo v Ljubljani, ki je pod gradom povezal zunanji del mesta z notranjim. Pred nekaj let je bil obnovljen. V njem je prepovedano priti peš, vendar pa smo videli peško, ki je ta predpis pač zanemarjena. Lahko bomo zapustili tunel, bomo prišli na področje Krekovega trga, ki se nahaja na levi strani. Na desni pa boste zagledali časopisno družbo Dnevnik, v kateri smo ali pa sem nekoč dobavil sam. Že na levi je Šentjakovsko gledališče, znamenito gledališče, ki v bistvu deluje že les. Mnogo let. No, to je ta na levi strani. Krekov trg in ta rumena hiša, kot se rekli Hnarček, kar pa je še reče, mislim, da več ne. To je objekt družbe časopisnega podjetja Dnevnik. Ulica ob njej je
Kopitarjeva ulica, torej Dema Kopitar Miklošič. Zois, Valvazor. Seveda Prešeren, Svoj trg. To so znameniti Slovenci, ki imajo svoje ulice. Mi smo zdaj na območju najbolj znamenitega mostu v Ljubljani, to je Zmajski most, katerega krasijo 4 znameniti zmaji in so ena od atrakcij. Grem pa je bil v času župana Hribarja. In sicer se je to zgodilo, ko je bila to še dežela Kranjska in ko je bil deželni predsednik na Kranjskem Milan Hribar. Zdaj smo prečili Trubarjevo cesto in pa Reslevo. Dobil Resel, boste pogledali, v njem je tudi ta ulica, levo je ulica Komenskega. In kdo je bil Komenski, boste ravno tako pogledali. Trdimo pa, da večina živečih prebivalcev v Ljubljani sploh ne ve, da je bil Komenski. Ura je v Ljubljani na trenutku 7:25. In temperatura 13 stopinj Celzija. Torej se je nekoliko zrače ogrelo za Ormož. Levo, desno. In opozorilo za vse, ki vozite, šola in da je potrebno voziti res počasi in previdno. Šola je na levi strani, seveda to ne velja za tega Koprčana, ki v bistvu preči cesto preko polne črte natančno. Mi smo na Ilirski cesti. Tukaj vidite tudi nekaj kolesarjev, torej ne moramo reči, da del prebivalcev Ljubljane ne voziti s kolesom, kar veliko jih je.
Espe, da so tujci, ki prihajajo v Ljubljano. Bolj navajeni koles, kot pa prebivalci Ljubljane. Jih raje zanimajo volani in pa seveda izpušni plini, ki ustvarjajo naši avtomobili. No in s te ceste bomo zavili na Njegoševo, kjer se nahaja stara poliklinika. Za njo pa v bistvu klinični center, naša največja bolnišnica oziroma univerzitetni klinični center. Vidite, potrečeno zavili na Njegoševo cesto. In treba je priznati, da je promet bistveno bolj zgoščen zdaj, kot je bil pred dobre pol ure. Namreč večina jih se odpravljajo službe in manj je tistih, ki je po upravkih. No, tukaj boste videli garažno hišo v Mexico, kjer morate biti pozorni. Ljudje piše, da je parkiranje za 1 uro 1,5 evra, vendar to ni res. To velja med 18 in 6 uro zjutraj. Podnevi pa je to preko 2 evra. Mi se zdaj nahajamo na Bohoričevi cesti. In kdo je Bohorič, prav tako veste, da je to Slovenec. No, tako je že v Ljubljani, kjer je nekoliko izven središča mesta in kjer stvari niso več tako lepo urejene, kot se vede same v središču mesta. No, spoštovani, to je bil naš kratki jutranji utrinek s pozivom, da za volanom uporabljate glavo, predvsem pa upoštevate predpise. Lepo se imejte, lep prijazen dan vam želimo še naprej, kjerkoli boste.